Dober večer vsem vam. Težko je biti tretji govorec po teh tehničnih nastopih, bodisi zgodovinskih, kot tudi ekonomskih. Bom skušal se povezovati na prejšnje govorce, ker je zanimivo, kako je Trst zrasel in kako je kavni sektor zrasel s Trstom. Namreč profesor Klabjan nam je povedal, da od leta 1382 do leta 1700 je bilo v Trstu 5000 prebivalcev. 400 let skoraj se število prebivalstva ni povečalo. Če povzamemo ta podatek in ga pogledamo na konc 18. stoletja, od 5000 začetnih je bilo že skoraj 40 000 prebivalcev. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je pravzaprav, da je nekdo daleč od Trsta, nekdo na Dunaju odločil, da je Trst prava pozicija, geomorfološka pravzaprav, kjer bi zgradili pristanišče. In strukturirali so pristanišče, Habsburžani so odločili, da bodo strukturirali pristanišče, bodisi fizično, da bojo zgradili pomole, da bojo zgradili skladišča, da bojo zgradili vse, kar se danes imenuje lahko facilities, strukture, ki bi pravzaprav realizirale eno pristanišče in pristaniško delovanje. Po drugi strani pa so šli tudi administrativno in carinsko in ustvarili eno prosto pristanišče, kjer je bilo zelo zanimivo v tistem obdobju se useliti in začeti delovati. In po možnosti tudi obogateti, ker kot se je obogatelo mesto, so se obogateli tudi ljudje. Ljudje, ki so prihajali z vseh koncev tega velikega cesarstva, prej smo videli tudi nekaj topografskih kart, so pa prihajali tudi, ker je bilo pristanišče po morju iz celotnega Sredozemlja. Tako da danes v Trstu mi to doživljamo, če hodiš po mestu in poslušaš, katere jezike govorijo ljudi, tudi če gledaš, katere cerkve imamo, ker imamo katoliške, imamo protestantske, anglikanske, imamo srbske pravoslavne, grške pravoslavne in tako dalje. To so vse skupnosti, to so vse osebki, ki so prišli v Trst, ki so ustvarili eno skupnost, ki so ustvarili tudi eno ekonomsko blagostanje in to so hoteli pokazati, bodisi s templjem, bodisi verjetno s kulturnimi domovi ali teatri ali nekaj podobnega. Kateri je pa izvor tega bogatstva? Smo rekli, najprej je postalo, so zgradili pristanišče. Pristanišče je dalo možnost, da se je začelo trgovati. Najprej je torej bilo Trst trgovsko mesto, potem se je to v naknadnih desetletjih začelo tudi predelovati. Mi smo bili pristanišče, ki je dobivalo surovine, in te surovine so do samega začetka prešle Trst in so hodile proti notranjosti cesarstva oziroma proti notranjosti evropskega kontinenta. Nato se je začelo te surovine v Trstu predelovati. In v tem kontekstu mi dovolite, da se bom fokusiral na kavo. To je pravzaprav moje delovanje. Jaz sem že nekako tretja generacija v družini, ki se s kavo ukvarja. Pred mano so se ukvarjali pretežno s surovo kavo. Jaz sem imel možnost tudi iz surove kave vskočiti v praženje, v predelavo kave, najprej v družinskem podjetju, potem v nekem večjem mednarodnem in 15 let od tega sem ustanovil lastno podjetje skupaj z drugimi družabniki, kjer izvajam svojo filozofijo praženja oziroma mešanja,
ker delamo po italijanski tradiciji espressa in italijanska tradicija espressa zahteva mešanje raznoraznih kav v eno mešanico, ki bo potem uporabna predvsem na espresso sistem. Ne? Se pravi, naša povest se začne tam nekje leta 1719, ko so začele prihajati iz tropskih dežel raznorazne dobrine. Ker kava v Trstu in v Italiji oziroma v Evropi ne uspeva kot rastlina. Rastlina kave izvira iz Etiopije, tam nekje skoraj 2000 let od tega so začeli gojiti to rastlino, ker so odkrili, so razumeli, da ima določene sposobnosti, da oživi in da poživi in vzbudi osebo in razmišljanje, je en stimulator in kot takega so ga začeli kuhati in uživati. Pijača kave se razvije v Etiopiji 1500-1600 let od tega in se kaj kmalu razvije tudi po ostalem po ostalih muslimanskih deželah. Mi dobro vemo, da islam ne dovoljuje alkohola, edino poživilo, kar so si lahko privoščili, je bila kava in zato je tudi imela velik uspeh. To je bilo nekako skoncentrirano tam nekje okoli Rdečega morja na Arabskem polotoku in na Bližnjem vzhodu, gor do Istanbula v tem turškem cesarstvu, in nekako so Evropejci začeli spoznavati kavo v drugi polovici 16. stoletja. Prvi zapisi, ki smo jih dobili pri potujočih trgovcih ali potujočih intelektualcev, so tam nekje iz druge polovice 16. stoletja. Kava pride v dnevno uporabo v 17. stoletju, trgovsko preko Benetk, vojaško preko Dunaja, ker so konc 17. stoletja Turki oblegali Dunaj, ta napad ni uspel, so se razbežali in pustili tudi vse, kar so imeli s sabo, medtem tudi kavo. In tako so tudi Dunajčani spoznali kavo, jo začeli uživati in se je to razširilo počasi oziroma še kar hitro po celi Evropi. Niso bili pa sposobni kave gojiti kot rastline, zato so plantaže razširili po kolonijah po celem tropskem pasu. Danes je največji proizvajalec na eni strani Brazil, na drugi strani Vietnam in iz vseh teh koncev in krajev prihaja kava tudi v Trst. Predvsem iz Indije in Azije in vzhodne Afrike, skozi Sueški prekop še danes prihaja kava v tržaško pristanišče. V mestu, kateremu nadejamo tudi ime, mi se imamo za mesto kave, imamo okoli 50 podjetij, ki se nekako ukvarjajo s kavo. Veriga, trgovska in industrijska veriga je precej dolga. V tem sektorju deluje okoli več kot 1000 ljudi, smo rekli 50 podjetij, več kot 1000 ljudi in letno se ustvarja en promet, ki gre nad skoraj 620 milijonov evrov. Se pravi, za tržaško stvarnost je kar važen sektor. Kako je sestavljen? Sestavljen je nekako, je ta naš sektor zrasel, kot smo prej rekli, v Trstu, najprej v trgovini. Začeli smo uvažati kavo,
kako se je kavo uvažalo? Seveda tako, da si nek kapital uporabil za odkup te dobrine, in to je potrebovalo en bančni sektor, ki bi to sfinanciralo. Seveda si potreboval tudi logistiko na morju, ne, so potovale ladje, so potovale tudi precej daleč, ker na začetku smo hodili vse okrog Afrike, ne, se pravi iz Trsta preko Gibraltara in potem ven ali na zahod ali južno potem proti vzhodu. In ta kapital na teh ladjah je bilo treba tudi zavarovati. Tudi prej smo slišali Assicurazione Generali, ena izmed največjih zavarovalniških družb na svetu, kot pa tudi Allianz, ne, ki si je potem prevzela tudi Riunione Adriatica di Sicurtà. To so zavarovalniške družbe, ki so se rodile, ki so nastale v Trstu in so najprej zavarovale prav te trgovske špedicije, če lahko rečemo tako. Ne. Seveda, ko pride kava iz vseh teh tropskih krajev v Trst, najprej smo rekli, da je takoj odpotovala v druga mesta. Smo začeli predelovati kavo v 19. stoletju v kavarnah. Pravzaprav vsaka kavarna si je sama pražila kavo. Ne. To, kar je danes normalno, da obstajajo pražarne, se pravi, da obstajajo podjetja, ki surovo kavo pražijo in potem prodajo kavarnam, to je že nekaj modernega. Prva pražarna v Trstu je nastala proti koncu 19. stoletja, tam smo leta 1892, jaz mislim, in še vedno deluje, Hausbrand, ne, ni pa več v Trstu, ne dela več v Trstu, ne predeluje več v Trstu kave. Je pa danes v Trstu že 12 pražarn, ena izmed teh je tudi svetovno znana Illy, ki ima globalno razsežnost. Imamo ob tem eno serijo podjetij, ki se ukvarjajo z logistiko, s prevozi, s špedicijami in predelovanjem tudi surovine. Imamo eno izmed 9 obratov v celi Evropi, imamo samo 9 industrij, ki kavo dekofeinizirajo, eno izmed teh je v Trstu in deluje že nad 50 let. In imamo eno serijo bodisi laboratorijev, ki se pretežno ukvarjajo z analizo kave, bodisi tudi šol, ki ljudi pripravljajo, da se profesionalno usposobijo v kavnem sektorju, bodisi na trgovinskem, kot tudi na industrijskem delu, oziroma tudi, da bi delali potem v kavarnah in barih in tako dalje, tako dalje, tako dalje. Vsi ti segmenti te naše dolge verige nekako so povezani v združenju Associazione Caffè Trieste, oziroma združenju podjetij, ki se ukvarjajo s kavo. Nastalo je 1891. In zanimivo je bilo, seveda, štatut je bil v nemškem in italijanskem jeziku. Tukaj na začetku se je omenjalo samo podjetja, ki so se ukvarjala s trgovino. V letih 30, v 20. stoletju se je to imenovanje razvilo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino in z industrijo kave v Trstu, tako da se je razširilo tudi na to predelovanje, na to transformacijo. Kaj naj še povem? V letih druge svetovne vojne je seveda delovanje našega združenja obnehalo. Je nehalo delovanje dobrega dela tudi naših podjetij, najprej, ker je zmanjkalo kave.
ker kot smo rekli prej, kava raste v tropskih predeljih in se je med drugo svetovno vojno ves ta promet zaustavil. Je bila avtarhična politika Italije tudi nekako tega kriva. Vse, kar se je uporabljalo v Italiji, je moralo biti pridelano tudi v Italiji, ne. Potem zaradi vojne ni bilo več mogoče pridobivati surovine in jih predelovati. Svoje so igrali tudi rasni zakoni 1938, saj dober del teh podjetij, ki so se ukvarjali s kavo pred drugo svetovno vojno, so bili last oziroma so v njih delovali tudi osebe, ki so bile judovskega rodu, ne. In to z rasnimi zakoni je postal velik problem za delovanje podjetja, seveda tudi velik osebni problem teh ljudi, ki so bili od teh zakonov nekako reprimirani. Kako smo se razvili po drugi svetovni vojni kot kavni sektor, naj še omenim. Mi smo pravzaprav bili nekako na fronti hladne vojne, ne. Smo gledali v blokovski svet, smo bili konec zahoda in smo gledali na začetek vzhoda. Kaj je to privedlo? Privedlo je kot zanimivo spoven, v 70-ih letih prejšnjega stoletja se je nekako ta železna zavesa spustila, nekako ohlapela, predvsem na naši meji z Jugoslavijo, in Jugoslovani so začeli prihajati v Trst po nakupih, ne. Mi smo takrat imeli 200-220 tisoč prebivalcev, v vikendih je bilo mesto pa prepravljeno z drugimi 100-150 tisoč ljudi, ki so prihajali po nakupih na drobno. Nakupi na drobno so bile najbolj zanimive kavbojke, ne, džins, hlače, ki v Jugoslaviji jih niso uvažali, riž, razni detergenti, pralni praški in seveda kavo, ne, ko so prihajali kupovati kavo. Ker je bilo tudi v Jugoslaviji, so bili slabo oskrbovani s tem. Tudi tukaj je Trst doživel nekakšen propad, kot je prej omenjal profesor Gordijančič, ko se je Jugoslavija razbila, ne, kot sistem in potem v vojni na več republik, se je po drugi strani tudi demokratizirala in ekonomsko prestrukturirala. Niso imeli več potrebe, da bi prihajali v Trst. Tako tudi v našem kontekstu, v kavnem kontekstu, je več podjetij, bodisi uvoznih, kot pražarn in predvsem tisti, ki so se ukvarjali s trgovino na drobno, več teh podjetij je propadlo, ne. Tako da zdaj na začetku sem vam povedal, kaj je današnja slika teh 50 podjetij in teh 650 milijonov prometa letnega. Je bilo pa tam v 80 letih mnogo več podjetij, mnogo več ljudi, ki se je s kavnim sektorjem ukvarjala, in seveda promet tudi, ki smo ga ustvarjali, je bil dosti višji. Jaz mislim, da sem prišel do svojih 15 minut slave, do konca. Sem seveda na razpolago za morebitna vprašanja in bom z veseljem poslušal in ga pozdravim tudi Igorja Filipčiča, ki se poznamo že iz mladih let. Hvala vam lepa.